Vsakdo se je že kdaj počutil nevrednega. Morda je bilo to v otroštvu, ko so nas primerjali z drugimi otroki, ali pa v odrasli dobi, ko nismo dosegli nekih standardov, ki jih je postavila družba, naši starši ali celo mi sami. A občutek nevrednosti ni zgolj neka trenutna misel, ki pride in gre. Lahko postane del naše identitete, neko tiho prepričanje, ki se usidra v globino naše duše in vodi vsako odločitev, vsak korak, ki ga naredimo. Ko se počutimo nevredne, nas to prepričanje subtilno, a vztrajno vodi skozi naše življenje. Preprečuje, da bi si dovolili sanjati velike sanje, saj nas prepričuje, da si tega ne zaslužimo. Tiho nas ustavlja pri vsakem koraku. Ko bi lahko stopili iz cone udobja, nas vleče nazaj, ko poskušamo napredovati. In najhuje je, da ta občutek ni vedno čisto očiten. Pogosto je prikrit v našem vsakdanjem delovanju, v majhnih dejanjih samosabotaže, v besedah, ki jih šepetamo sami sebi, ko nihče ne posluša. Od kod v bistvu izvira ta občutek? Lahko se pojavi že zgodaj v našem otroštvu, ko smo bili izpostavljeni kritikam ali primerjanju. Lahko je tudi posledica nekih travmatičnih izkušenj, zlorab ali celo nečesa tako subtilnega, kot je nenehno poslušanje, da nismo dovolj dobri. Vsaka oseba nosi svojo zgodbo in v tej zgodbi se lahko na različnih točkah življenja zakorenini občutek, da preprosto nismo dovolj. Da nismo dovolj pametni, da nismo dovolj uspešni, da nismo dovolj ljubeznivi. Toda kaj, če vam povem, da ta občutek nevrednosti pravzaprav sploh ni resničen? Kaj, če je to le iluzija, ki smo jo prevzeli kot svojo resnico, ker je bila tako pogosto ponovljena, da smo jo začeli verjeti? In kaj, če imate moč, da to iluzijo prekinete? Resnica v bistvu je ta, da ima vsakdo v sebi neizmerno moč. Moč, ki presega vsako omejujoče prepričanje, ki smo ga kadarkoli imeli o sami sebi. Ta moč je globoko v nas in čaka na trenutek, ko jo bomo prebudili. Preseganje občutka nevrednosti se ne zgodi čez noč. Res zahteva malo poguma, zahteva nekaj časa, a kar je najpomembnejše, zahteva zavedanje. Ko se začnemo zavedati, da so naša omejujoča prepričanja v bistvu le prepričanja, le nek skupek misli in ne absolutne resnice, začnemo ustvarjati prostor na drugačen in za drugačen način razmišljanja. Namesto da bi se konstantno spraševali, zakaj nismo dovolj, se začnemo spraševati, kaj bi lahko bilo drugače, če bi verjeli, da smo vredni. Kaj bi se spremenilo, če bi ne glede na vse izkušnje preteklosti začeli verjeti, da si zaslužimo prav vse, kar življenje lahko ponudi. Ena od najmočnejših poti k preseganju tega občutka je seveda praksa sočutja do sebe. Ko začnemo gledati nase z nežnostjo in razumevanjem, lahko prepoznamo, da smo vredni ljubezni, da smo vredni uspeha, da smo vredni sreče, ne glede na to, kaj smo doživeli v preteklosti. Sočutje do sebe pomeni, da se prenehamo primerjati z drugimi, prenehamo sebe postavljati v kontekstu uspehov in neuspehov drugih ljudi. Gre za to, da sprejmemo svojo edinstveno pot, da prepoznamo svojo človeškost in se v bistvu nehamo obsojati zaradi nekih svojih neumnih napak. Kajti prav napake so v bistvu res tiste, ki nas oblikujejo in nas učijo in nam dajo moč, da postanemo boljša verzija sebe. Morda boste rekli, da je vse to tako lepo slišati, toda kje začeti, kako začeti? Kako v vsakdanjem življenju preseči te globoke občutke nevrednosti,
ki so nas morda spremljali že leta ali celo desetletja. Prvi korak je, da samo prisluhnete sami sebi, da začnete opažati tiste trenutke, ko se pojavijo misli o nevrednosti. Ko jih prepoznate, ne sodite sebi, samo opazujte. To so le misli, to so le prepričanja, ki ste jih nosili predolgo. Niso del mene, vas, niso naša resnica. So kot stara oblačila, ki smo jih prerasli, a jih še vedno nosimo iz neke navade. Čas je, da jih odložimo. Za nekatere je to proces veliko lažji, za druge malo daljši. A pomembno je, da ne obupamo. Ko se zavežemo, da bomo delali na tej notranji moči, se začnejo majhne spremembe, ki s časom prinesejo velike preobrate. Za nekatere je mogoče to pomoč terapevta ali mentorja ključna, saj lahko deluje kot neko ogledalo, ki vam pomaga videti stvari, ki jih mogoče sami težko prepoznate. A v resnici je ključ že v vas, v vaši pripravljenosti, da prekinete z lažmi, ki ste jih sami o sebi verjeli, da končno prepoznate svojo lastno vrednost. Ko enkrat prepoznate svojo notranjo moč, ni poti nazaj. Začnete gledati nase res drugačnimi očmi. Začnete prepoznavati svoj potencial in verjeti, da si zaslužite vse tisto, kar ste nekoč morda drznili le sanjati. Nič več vas ne ustavljajo misli o nevrednosti, saj veste, da ste vredni. Vredni ste ljubezni, uspeha, sreče. Ko se osvobodimo teh prepričanj, postane življenje polnejše, lažje in bolj izpolnjujoče. In nenadoma se pred nami odprejo vrata do neomejenih možnosti, ki jih prej morda nismo niti opazili. Navijam za vaš uspeh in vem, da ste vredni. Se vidimo v naslednjem videu. Do takrat pa čudovit dan vam želim.